Celoten projekt je občino stal približno 150 tisoč evrov. Zaradi pogostih okvar so se najprej lotili popolne rekonstrukcije vodovodnega sistema. Samo enkrat, da pride komunala Novo mesto popraviti, je približno 1500 evrov in kot dober gospodar sem se odločil, da takoj gremo v popravilo kompletnega vodovodnega sistema v tem naselju. Ko smo gradili sam vodovod in pa vse nove priključke, se je izkazalo, da je tudi ta cesta v zelo slabem stanju. Tako se je župan odločil, da bodo obnovili celotno cesto, ki pelje skozi Gornji kot. Ta je bila prvič asfaltirana leta 1994, tudi s finančno pomočjo domačinov. Sama dela so potekala, kakor so potekala, samo da smo prišli do asfalta in ni bilo poudarka na neki kakovosti. Zdaj čas je naredil seveda svoje, se pravi leto 1994 je tuk in tuk nazaj. Jaz sem zelo vesel, da lahko danes na tem mestu v Gornjem kotu odpiramo prenovljeno cesto, kompletno vodovodni sistem z vsemi priključki in pa seveda istočasno smo tudi v to cesto vgradili tudi javno razsvetljavo, tako da če bo vse po sreči drugo leto, postavimo tudi luči, tako da bo tudi ta vas opremljena v celoti. Bomo počakali še leto ali pa kolikor bo treba, da se porine še tisti kabel noter, postavijo luči, ja, potem bomo imeli pa že vse. Ob ugodnih vremenskih razmerah bodo v občini do konca leta uredili še 3 cestne odseke. Najkasneje za novo leto pa pričakujejo začetek težko pričakovane obnove Aušpergove železarne na Dvoru.